Dober dan vsem skupaj, dragi gospe in gospodje. Mogoče prej grem na mojo temo, nekaj še od konoplje, še z mojega foka, mikrobiološkega, pa nekaj iz osebnih izkušenj. 7 let nazaj sem jaz takrat še držal eno prevajalsko agencijo in sem prišel prek neke takrat online konference, ker zaradi COVID ukrepov je bilo vse skupaj digitalizirano. Do enega mladega fanta, ki je skupaj s svojimi prijatelji glih postavilo eno novo farmo konoplje v Švici. Njihov pilotni projekt je bil zaključen, pridobili so v bistvu že kar dosti sredstev za zagon, da so odprli drugo, mislim, da takrat ogromno halo, kjer je vse delovalo po HACCP standardih. In mi smo se malo pogovarjali, on mi je projekt predstavil, Canner Grow, mislim, da še zmeri, zdaj da imajo na Viberju, WhatsAppu, ima skupine in tako naprej, na internetu lahko tudi najdete stvari, v bistvu je, da oni gojijo noter pač konoplo, eno rastlino, ti zakupaš prostor 1 meter krat 1 meter, gor tvoja rastlina raste, 3-krat na leto požanjajo, ti pa lahko ali to žetev dobiš, spravi ti jo pošljo po pošti, ali jo pa oni prodajo in ti dobiš od tega izkupiček. Kar pomeni, da je to ena taka zelena naložba, tako kot zeleno zlato. Jaz se takrat nisem za to odločil, malo sem ljudem okrog povedal, ampak najbolj zanimivo je pa bilo, da so rekli, da večino produkta pa tako pokupijo farmacevtske firme, s katerimi so tudi face to kontaktu, zdaj verjetno že na polno prodajo, skratka, farmacija je, odkar so legalizirali stvari v Kaliforniji in je šlo potem to naprej po svetu, dala roko čez kompletno proizvodno konoplje. Vse farmacevtske učinkovine so zelo razrečene, imajo bistveno manjši efekt po navadi, kot pa tiste, ki so predelane direktno od, bom rekel, privat gojilcev. Ene stvari so malo boljše, ene stvari so malo slabše, no, to bistveno, če hočete imeti neke fejst velike učinke. Zaenkrat, če je boljš, pa verjetno tudi zmeri, da si vzamete stvari od nekega lokalnega pridelovalca, ki jih je po Sloveniji kar nekaj in tudi izredno vrhunskih in kvalitetnih, kar smo pa dokazali po mojem čisto vseh branžah, po vseh industrijah, karkoli smo se potili pri nas. Zaradi tega tudi zelo radi velike firme hodijo sem noter, kupujejo naše startupe ali pa vlagajo v startupe, ker ogromno nekih informacij pa znanja pridobijo na zelo poceni način. Okej, danes večino, kar sem hotel povedati, mečkamo o divji prehrani, bom rekel prednosti in tudi pasti, ker sem jih sam šele zadnja leta v bistvu ugotovil. Definitivno, karkoli zraste v naravi, je divje, je polno energije, sončne energije direktno, kadar vi to poberete, utrgate direkt, kot na svojem vrtu. Divja hrana je čudovita, divja hrana je okusna, sploh jo majčkeno bolj poznate, in predvsem zelo okusna takrat, ko se okusa majčkeno navadite. Navajeni smo jesti visoko predelano, industrijsko pripravljeno hrano iz supermarketov, ki je seveda fantastična za tiste centre v možganih, ki zahtevajo neko, bom rekel, hitro energijo. Recimo, zadeve so zelo sladke pa tako naprej, ampak da pa povečajo obstojnost teh proizvodov, živil, produktov, pa uporabljajo različne aditive, pa različne postopke, ki jim podaljšajo trajnost. Ali gre tukaj za pasterizacijo, ali gre tukaj za UHT pri mleku, ki mleko naredi totalno neprebavljivo, ali pa gre za dodatke nekih snovi, ponavadi je to sladkor, sol, pa še kaj drugega, ki potem preprečijo predvsem plesnim ali pa bakterijam, da bi še naprej rasle, če gre za nek fermentiran produkt, ali pa da bi se razvile in da podaljšajo trajnost skladiščenja, podaljšajo trajnost ležanja na policah v supermarketu in seveda tudi pri nas v hladilniku ali pa v shrambi. Vse to ima zelo velike posledice, ne samo na naš fizični telo, ampak na naše čustveno telo, na našo psiho, kajti veliko je nekih aditivov, ki
zelo škodljivo vplivajo predvsem dolgoročno, recimo kakšna umetna sladila, razni dodatki, ki so pa v bistvu bili dodani čist industrijsko zaradi tega, da izboljšajo organoleptične lastnosti produkta. To pomeni, da imate, bom rekel, neko dobro teksturo v ustih, da je namast zelo čvrst, da ne razpada, da ne spušča vode ven, da se ne začne kar zelo hitro kakšne luščice od zgoraj delati, da je tak kremast in recimo, ne vem, razni protipenilci, proizvodni pijač, pa tako naprej, da se zadeve ne penijo. Vse te stvari ostanejo seveda noter in to mi pojemo in to morajo potem naša jetra, naša ledvica in cel sistem predelati. Zraven tega se pa lahko tudi v telesu tvorijo razni stranski produkti, ki vplivajo tako na našo notranjo floro, črevesno, ki pa da spet ogromno informacij našemu živčnemu sistemu in predvsem železam z notranjim izločanjem, da potem one delajo ali premalo ali preveč in posledično smo izven balansa, čeprav mislimo, da smo zdravi, v bistvu smo pa že face na meji, da zbolimo. Če greste vi zdravniku, če greste vi v zdravstveni dom, dati kri in preveriti, kje pa moje zdravstveno stanje, boste padali, da je bil moj prvi šiht, ker sem bil support za krvne laboratorije, za imunološke zadeve, za klasično krvno sliko. Naprej padete pač v neke standarde, ki jih pri nas zelo redko updateajo, vsaj takrat, ko sem bil jaz, recimo na Švedskem updateajo te standarde par let, se pravi, vzamejo dosti veliko kohorto ljudi, eno dosti veliko skupino, naredijo na tej skupini vse žive teste in potem preverijo, kje je tista srednja vrednost populacije in pa kje je tista vrednost, ki jo potem recimo zdravniki, diabetiki, razni razni dietetičari, pač neki razni strokovnjaki, ki pač povejo, pa študirajo, kaj je zdravo, pa v kakšni meri, za nas potem pripravijo in glede na tisto srednjo vrednost, potem ti padeš ali preveč ali premalo. Jaz sem to takrat že zelo na začetku dobro videl, da pri nas je obstajala takrat samo ena lestvica, verjetno je še zdaj, se pravi za vse jede ljudi, ki je vsak dan meso, ki je vsak dan mlečne izdelke, ki pač pijo alkohol več ali manj vsak dan in temu primerno pač zelo tudi veliko slana hrana in temu primerno so vsi rezultati testov podrejeni. Se pravi, jaz sem takrat užival ful rastlinsko, jaz sem imel ogromno nekih testov zunaj vrednosti in ker sem povedal, da se jaz čisto super počutim in da mi v bistvu nič ne manjka, so pač rekli, ja, okej, samo mogoče bi bilo pa fajn kakšne prehranske dodatke. S prehranskimi dodatki sem z mojo bivšo ženo naredil zelo ogromno raziskavo na sebi, na njej, pa še na parih njenih strankah in tako naprej. In v bistvu smo v zadnjih 2 letih ugotovili, da prehranski dodatki, ki jih kupujete v trgovinah, so različne kvalitete. Čim je ena stvar res zelo potentna, pa da dobro dela, se zelo hitro najdejo ljudje, ki ali zadevo rečejo, ali delajo neke ponaredke, ali delajo stvari, ki so dobesedno neprebavljive, se pravi, mi ne jemo stvari takrat, kadar nam telo reče, ne vem, zdaj mi pa malo železa manjka, daj, ne vem, pojej 2 kili borovnic. Mi gremo in si kupimo železove tablete, večina teh je dobesedno biološko nedostopnih tistega železa, ker je v obliki, ki ga telo ne more sprejeti, se pravi, mi tisto pojemo in mislimo, da smo ful dobro naredili, v resnici ni pa nobenega efekta. V zadnjih 2 letih smo pa prek bioresonance ugotovili, da ne glede na to, da imaš ti najboljši prehranski dodatek oziroma dopolnilo, ki res preverjeno deluje, ker so bile študije narejene, je biodostopno, ima v malih količinah zelo velik efekt. Pa ugotovili, da v bistvu ni nujno, da za mene dobro dela. Pravi, ugotovili smo, ker smo jedli zelo veliko prehranskih dodatkov, smo se šli testirati, smo ugotovili recimo, da D3 vitamin je the best, najdla sva, bom rekel, enega najboljših produktov, ki je bil takrat na tržišču. Študije so bile, da D3 vitamin se poveča absorpcija pa njegovo delovanje v kombinaciji z vitaminom K2,
ki ga delajo bakterije v črevesju. Jaz, ko sem šel testirati K2 in D3, je bioresonanca pokazala, da D3 vitamin za mene ful dobro dela. K2 nima pa nobenega efekta, oziroma če ga jemljem z D3, celo zmanjša efekt D3. Zapravi, dajte vse, dajte tistih 200 evrov svojih, izkoristite, poberite vse tiste svoje tablete, praške, pa tinkture, ki jih imate, pejte na bioresonanco, pa preverite, če tisti trenutek zadeva za vas sploh funkcionira. To je ena stvar. Jaz bi tukaj mogoče zaključil. Pa bi se pa vrnil res direkt na divjo prehrano. Divja prehrana je najboljša prehrana. Z ogromno ljudmi, ki se divje prehranjujejo, ne bom rekel, da je bil pionir Dario Cortez, ampak on definitivno je bil velik človek, ki je redno, vsakodnevno užival divjo prehrano, se pravi, karkoli je nabral v naravi, potem je pa dodal še kakšne predelane stvari, ali pa, ne vem, bom rekel, kakšen kruh, tudi kakšen meso, kakšen mlečen izdelek, ampak tega blazno malo. Jaz sem v bistvu ugotovil čez leta, ko sem to jedel, da ima divja hrana zelo velik potencial energijski, in to so potrdili tudi ljudje, ki sem z njimi govoril, to uživajo na dnevni bazi, ali pa zelo veliko, se pravi, ko se sprehajaš po naravi, vidiš, tam je pa koprivca, majčkeno trgaš, ček, posvalkaš, daš v usta, grizeš in hodiš naprej, ne rabiš nabrati enega celega šopa. Vzameš majčkeno, poješ in greš naprej. Tam je pa trubentica, pa majčkeno vzame. Tam je pa smrdljivka, imam. In skozi majčkeno žvečeš, pojedel nisi vse skupaj nič, tako eno tako skledo, ampak počutiš se sitega, počutiš se polnega energije, prav dobesedno kipiš od tega, in jaz se dostikrat spomnim z Darjeta, tudi ko sva šla enkrat v hribe. On je imel ogromno energije, on je kar hodil. On je kar hodil in nič mu ni bilo, dobesedno. Nič mu ni bilo, ni se rabo ustaviti. Je rekel, jaz Miha, grem včasih v hribe za 3-4 dni, nič ne jem, vodo imam sam s sabo, sam grem. Že to, da je v hribih dosti boljši zrak, da ni elektromagnetnega sevanja in tako naprej, že to, veliko negativnih ionov, že to ti da tisto energijo, ki je naš telo rabi. Začnite o hrani razmišljati kot energiji, pa prosim, ne o kalorijah, ker kalorija je tisto, kar ostane, ki zadevo zažgejo. Potem pa merijo, koliko toplote se je sprostil, to je kalorija. Kalorija nima veze z tem, koliko je hrana energijsko bogata, pa je dobra sploh za vas. Jaz sem bil izredno šokiran nad rezultati zadnje bioresonance, ki sem jo naredil februarja. Žena mi je nekaj bivša z zobmi in je šla bioresonančno preveriti, če določene zadeve funkcionirajo, ker so se stalno pojavljale neka vnetja. Jaz sem šel pa zraven, sem rekel, da majčkeno pogledam spet po 5 letih, kje sem. Rezultati, ki so prišli nazaj, so bili šokantni za mene. Jaz sem bil poln težkih kovin. Jaz sem bil poln svinca, kadmija, kaj je bilo še vse? Ne vem, polno nekega sranja, in jaz sem se začel spraševati, od kje sem jaz toliko zastrupljen. Namreč, doma imam reverzno osmozo, eno dokaj dobro, ki te zadeve definitivno odfiltrira ven. Kamorkoli sva šla, tudi na tedenska potovanja z avtom, sva zveri vzela 10-15 litrov te vode s sabo. Vodo sva nosila s sabo, od zunaj skoraj nisva pila. Jaz tudi, ko grem v naravo, pijem stvari samo iz čistih izvirov, čistih potokov, ker jaz vem, da so bili čisti 20 let nazaj. Vodo imam zmeri s sabo, prekuhavam, kadar je res potrebno in tako naprej. Jem divjo hrano, jem stvari, ki so organsko, biodinamično predelane, direktno kupljene od kmetov, ali so zrasle na mojem balkonu, ali jih pa dobim od tete, od mame iz vrta, ker jaz vem, da nič ne šprica. In odkje sem jaz poln teh težkih kovin potem? Potem sem se pa začel spraševati, okej, se pravi, voda je okej, zrak, pač te stvari po zraku glih ne laufajo. Jaz tudi zemlje ne jem. Gob sem se izogibal zadnje 3 leta, zaradi tega, ker pač z lufta marsikaj pada, in potem sem rekel, okej, pač deduktivno sem jaz
ugotovil, da drugje, ki z lufta, stvari ne morejo pasti. Potem sem pa začel gledati neke članke, razni doktorji so začeli govoriti, ljudje, ki dosti veliko odzuni živijo in so začeli govoriti, da v zadnjih 10-15 letih, to zdaj sem rekel na pamet, ugotavljajo, da je okolje, divje okolje, divjina blazno obremenjena z nekimi težkimi kovinami, pa tudi z raznimi bakterijami pa virusi, da to vse skupaj nekje z lufta pada. Ne, se pravi, to je zdaj ta slaba stran, ne, divje hrane. Ne. Pozitivno je, da greste, je zastonj, sprehoditi se morate, se pravi, ste aktivni, greste peš s kolesom ali pa z avtom, kamorkoli zadevo naberete. Po drugi strani boste pa marsikaj verjetno tudi vnesli v telo, kar pa ne pomeni, da to tudi ni v supermarketu na policah. Marsikaj dodajajo noter, pa ne piše, pa mi ne vemo. Ne, pa so v zadnje, bom rekel, predvsem 5 letih marsikaj ljudje, ki delajo v teh fabrikah, na skrit posneli pa dali ven. Zdaj, vprašanje, koliko so te viri legit, kakšni verjetno so tudi fake, ampak glede na to, kakšne situacije so se pripravljale, se še bojo pripravljale, jaz nekako jim, bom rekel, dokaj kar zaupam. Nisem šel pa vsega sam preveriti, ker zaupam sam tistim stvarem, ki jaz preverjam ali pa slišim od človeka, ki tam dela. Zato tudi zmeraj probam poklicati osebo, ki dela nekje ali pa dela v tem fohu, v tisti branži že, ne vem, 10, 15, 20 let in ima neke osebne izkušnje, kako se zadeve dela. Tukaj bi mogoče še rekel farmacija, kukor pač dela, ampak ker dela neko učinkovino, dela v nulo, delajo res čisto. In tista učinkovina ima tak efekt, kot piše tam v študijah ponovadi. Kaj so delali pač zdaj z določenimi stvarmi, pa se bo to še naprej tako izvajalo, ne vem. Ampak jaz imam ogromen prijateljev, mojih sošolcev, na Leku, na Krki, tudi po svetu, Bruselj, Anglija, po raznih laboratorijih, Amerika. Jaz vem, da se zadeve dobro delajo. Zdaj, koliko so zadeve učinkovite, to je zdaj pač druga stvar. Ampak načeloma, kar farmacija naredi, je narejeno nulo in je čisto in je sterilno. Kaj delajo pa potem razni šarlatani, ki mešajo kakšne zadeve skupaj, to je pa pol isto, kot bom rekel, kot pri drogah. Nekaj kupiš na ulici, pa ne veš, kva si pač dobil, tisti, ki se pač s tem še ukvarjajo. Divja hrana od ust do ust, se pravi, pejte na tečaj, pri nas je zdaj kar nekaj ljudi, ki se s tem ukvarjajo. Jaz sem eden izmed njih, nimam, bom rekel, tako ogromnega znanja, ki ga je imel Cortese, sem pa marsikaj na sebi probal, pa vem, da dela, tako za prehrambene kot za zdravilne namene. Vem, da za vsako bolezen rožica raste, kar se pa v bistvu bolezni tiče, bi pa samo eno stvar rekel, obstaja samo ena bolezen. To je disfunkcija celice oziroma celične membrane. Blazno smo zastrupljeni, če se hočete, bom rekel, res kvalitetno spucati, priporočam bioresonanco. Tretma traja mesec pa pol ali pa celo 2 in pol je to tono. Res funkcija telesa se pozna. Jaz sem pa zdaj ugotovil, da glede na to, kakšna je situacija zunaj, naravi, da je fajn, da to narediš kar en tak reden servis 2-krat na leto. Riskiraš tistih, ne vem, 400-500 evrov, plačaš in si potem dosti ziher, da si večino stvari, vključno s paraziti, pa z vsem naprej, in težkimi kovinami, in ne vem, grafenoksidom, in pač vsega boga, karkoli je, spravil ven iz telesa. Definitivno tudi Šivan Bukal pa dobro pomaga, urinoterapija, ena fajnuška knjiga je v knjižnici, dajte si jo prebrati, dajte iti malo čez ta strah, gnus pa tako naprej, pa to uporabljati, ker je izredno efektivna metoda. Predvsem pa, ne vem, jaz bi tako priporočil, da sploh kar se tiče maščobnih kislin, maščob, da si zagotovite izredno kvalitetne vire, da balans omega-3, omega-6, omega-9 spravite v tisti optimalen nivo, kajti kad to naredite, vam bo rešil marsikero težavo, od anksioznosti, od depresije, od izmučenosti, od pomanjkanja energije, od nespečnosti, pa še marsičesa drugega, plus notranji organi vam bodo začeli bolj funkcionirati. Jaz sem odkril z Enzino 2 leta nazaj, jemljem določene njihove produkte,
oni imajo to zelo znanstveno postavljeno. Imajo tudi najboljši test za maščobne kisline, za D3 vitamin in tako naprej. Prek tistega testa res vi veste, pri čem ste. Ker pri nas, v naših laboratorijih, jaz vsega ne poznam, ne bom pljuval, vem pa, da so tukaj zavarovalnice te glavne in če greste vi k zdravniku pa rečete, jaz se slabo počutim, vam bo on dal samo minimalno število testov, ki jih mora narediti, pa ponovadi tisti so zelo poceni. Tisti ta dragi, kar se tiče recimo, ne vem, D3 vitamina oziroma vseh maščobotopnih zadev, testi so ponovadi dražji, imunološki testi so dragi, te zadeve pa samo dobesedno, ko udarite po mizi, vam bo doktor dal. Ker on mora čim več ljudi stran, čez spraviti, napisati čim več receptov za 1, 3, 4, 5 zdravilo, antibiotik, se ni važno kaj, pa za čim manj denarja. To je pač biznis. Čim večji profit, čim manjši stroški, to je čisto normalno. Zdajle imate izreden dober cajt, da greste v naravo in našo super hrano začnete uživati. Naša super hrana je kopriva. Kopriva ima zdaj v svojih semenih 21 do 25% proteinov, cel spekter, vse aminokisline, tudi esencialne noter. Poleg tega je pa to taka energijska bomba, da ne morete verjeti. Mi smo šli 14 dni nazaj na Krn, na Batognico, malo pogledati po poteh Soške fronte. Mi smo prej štartali od spodaj iz planine, skratka pod Krnom od spodaj, smo našli en tak manjši zasad, ker ni nasad, ker ne goji, ampak zasad kopriv. Tukaj v Ljubljani so semena takole zelo majčkena, tako kot neka čija semena. Tam so bila semena taka. To res grozdi so dol viseli. Vsak je pojedel takole. Niti ne eno dlan, niti eno pest, ampak pol pesti. Mi cel dan nismo jedli, do večera. Ker nismo rabili. Smo hodili po soncu, je bil svež zrak pa to, ampak mi smo hodili v hrib 3 ure pa pol. Z ful težkimi ruzaki, ki smo prespali. In nismo kaj dosti rabili. In to je res mega energijska bomba. Pejte ven, vzemite si bagar rokavice, da vas ne bo pekel. Lepo takile grozdki dol visijo. Poberite si jih ful, dajte si jih v smuti noter, dajte si jih na puding gor, dobro prežvečite, imajo tudi dosti dober okus. In to bi jaz mogoče rekel, da je ena stvar, ki jo zdajle naredite. Ne rabite 1000 stvari nabirati, to je zdajle največja bomba. Kmalu bo kostanj, kmalu bo tudi žir. Dajte pobrati, kar narava daje zastonj. Vzemite si čas, vložite ta svoj čas, ker ga je drugače dal za potovanje, ne vem, na morje, ali pa v eno gostilno, ali pa v wellness, ali pa na tobogane. Dajte jeti, no, dajte jeti v posto, nabrati, si shranite en glaš in to je to. Zadeva je tudi kar odporna proti plesnim, da ne rabite glih, bom rekel, nekaj ekstra pripravljati. Zadeve se posušijo in potem se uživajo čez celo leto, predvsem pa čez zimo, takrat, ko nam najbolj manjka predvsem sonca, ki je uskladiščeno v rastlinski hrani, in predvsem dobre energije, dobrih vitaminov, dobrih aminokislin, zdravja, ki potem tudi pokažejo zelo hitro, koliko si ti zdrav. Takole mogoče. Se boš posloval, boš še kaj povedal? Lahko še kaj povem, mogoče kakšno vprašanje, no. Jaz bi te vprašal, kdaj imaš pa ti zdaj predviden tele, kako se lahko te prijavijo, če bi kdo hotel kaj več o tem izvedeti, take stvari praktične, dostopne, no. Zdajle septembra, ta vikend ne bi bil en tečaj, ene par tečajnikov se odločil, da grejo raje na morje, jaz sem rekel, na morje, super, smo prestavili za en teden. Naslednji teden cel vikend, se bo zadeve dogajale, boste zvedeli ne samo o užitnih rastlinah, ampak neka taka predpriprava za to, kar nam planirajo zdajle že v koncu septembra, mogoče ne pri nas, ker pri nas mi smo zmeraj za cajtom, mogoče bo to pri nas novembra šele, ampak pri
pripravljajo se spet stvari, ki so bile izvedene 2020, več ne bom povedal. Dokumenti so odzuni, dokumente se da dobiti, ne samo na netu, tudi drugače. Jaz vem, da zdaj ima naša oblast veliko dela, dosti jih poznam tam, pravijo, da so zasuti z delom, pripravljajo stvari na 3. 4., kaj pripravljajo, da nisem hotel spraševati. Ampak dajte se pripraviti, zdajle vam je pa res, to je zadnja šansa. Zadnja šansa, septembra je to zadnji osnovni tečaj, potem imamo naše specialne zadeve, pa več imamo tudi. To je to, ja.